Pozdravljeni, kaj pa to, ko ima Slovenija letos kar dva predstavnika na letošnji Evroviziji? Prva je seveda Ana, o kateri sem že govoril v prejšnjih videih, a drugi pa je moški predstavnik in sicer bo zastopal Nemčijo. Ime pa mu je Ben Dolić ali Benjamin Dolić in nastopil bo z pesmijo Violent Thing. In v tem videu bom dejansko prisluhnil tejle pesmi. Slišal sem že kratek izsek iz te pesmi, nisem pa še poslušal cele. Tako da mislim, da je najboljše, da ne zavlačujemo, pa prisluhnimo, kaj je pripravil drugi Slovenec. Preden pa gremo, pa seveda nekaj na kratko o Benu Doliću oziroma Benu Dolicu. V glavnem, on je Slovenec, ki je v bistvu potem se preselil v Nemčijo, tekmoval na 8. sezoni pevskega tekmovanja The Voice, dosegel drugo mesto in pa predtem je pa v bistvu že tudi nastopil na EMI, in sicer kot član skupine D-Base leta 2016. Tako, zdaj pa gremo poslušati. Got that thing that I can't deny, killing me soft with the big brown eye. Že v štartu lahko rečem, da ima zelo zanimiv glas, mi je všeč že beat pesmi in je dokaj tudi moderna, mislim zelo moderna, ne dokaj, pardon. Mi je res njegov glas všeč, tako da zelo zanimivo. Ana bo pela dejansko pesem v slovenščini in ima nižji glas, Ben pa ima nekoliko višji glas in malo bolj živahno pesem. In tudi bolj, tako bi rekel, bolj modernejšo. In me zanima, kaj še sledi. Such a violent thing, would you let me know? Knocking me down like a domino. You know that I'm right here, I'm working on love, I'm waiting on something I need. I think that you know what I want. You got me on the edge of my seat. Oh, don't tell your mama what you're doing tonight. 24 hours ago, you got that look in your eyes. Don't need your number, 'cause I know you'll be there. Never know that in the beat, no lie, what was the care? 'Cause if I got you with me tonight. Okej, moram priznati, da mi je pesem nekako všeč, in dejansko mi je ta uptempo beat mi je zelo fajn. In ne vem, predstavljam si to pesem bolj poslušano na nekem radiju, kot pa recimo, če primerjam to pesem z Anino pesmijo Voda. Pač seveda, vedno poudarjam, okusi so različni in to je samo moje mnenje. In ker je to pač moj YouTube kanal in imam pravico izraziti svoje mnenje. Tako kot imate pač tudi vi pravico do svojega mnenja, ampak jaz pač povem, kaj se meni zdi iz mojega stališča. In res se mi zdi, da to pesem bi že v bistvu zdaj po minuti in pol dejansko lahko slišal na vseh nekih radijih, ker je taka čisto moderna pop pesem, ki bi se predvajala na kateremkoli komercialnem in pa tudi nekomercialnem radiju. Tako da ima malo večji potencial za večjo poslušanost oziroma tudi lahko v bistvu mlajše generacije prisluhnejo tej pesmi. Pač gledam video in mislim reči, da tudi video, ki so ga posneli za to pesem, v bistvu je zelo kvaliteten, zelo dober in mi je všeč tudi video. Tako zelo mladosten, pač relevanten in tudi pesem je kar relevantna. In je pa tukaj še ena stvar, da to zdaj poslušam studijsko verzijo
In me zanima, kako bo, ko bomo dejansko to pesem slišali na Evroviziji, torej ko bo dejansko bend nastopil pred množico. Ampak to, kar slišim, mislim, da ne bo nobenega problema. I think that you know what I want. You got the only expression. Oh, don't tell your mama what you doing tonight. 24 hours ago, you got that look in your eyes. Don't need your number, 'cause I know you'll be there. Never know that in the beat don't lie with whispering. 'Cause if I got you with me tonight, feeling like I'm feeling tonight. Don't tell your mama, such a violent thing. Such a violent thing. Don't tell your mama. You're such a violent thing. Ja, mislim, da definitivno ima ta pesem prednost, tudi že z vidika, da je to ena izmed držav, ki je ena izmed večjih, velikih, in definitivno potem imajo tudi večji budžet in ni tistega tekmovanja v predizboru, torej dejansko grejo direktno v finalni večer in se ne rabijo prebijati in boriti z drugimi državami, potem se v glavnem na koncu borijo za glasove skupaj z vsemi. Glede na to, da je pesem relevantna, glas zanimiv, res moderna, mislim, da imajo dobre šanse. Nisem še poslušal ostalih pesmi, ampak zdaj, ko primerjam Ano in Bena, se mi zdi, da vseeno pač zna Ben prehiteti, že tudi po stilu glasbe, in to se mi zdi, da vseeno je bolj pop usmerjena Evrovizija, Ana pa je drugačna, ampak vseeno jaz upam na dobre rezultate tudi za njo, ker se mi zdi, da si vseeno pač zasluži. Bo pa zanimivo, definitivno. Mi je pa všeč, da imamo dejansko dva predstavnika in me zanima, kakšno pa je kaj vaše mnenje. Kdo vam je bolj všeč? Ali vam je bolj všeč Ben s tole pesmijo ali Ana s pesmijo Voda? Lahko zapišite in delite svoje mnenje spodaj v komentarjih, ste več kot dobrodošli. V opisu videa pa sem tudi dal link do tega videa pesmi, ki sem ga zdaj gledal, tako da v bistvu si lahko tudi sami pogledate in prisluhnete Benu, in pa si ustvarite tudi svoje mnenje. Če vam je pa bil tale video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up in pa se naročite na moj kanal za še več vsebine. Lahko pa me kot vedno sledite tudi še na Instagramu pod Gregor V. Lepo se imejte, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!